Torej, obrazne maske. Ko sem raziskovala to področje, seveda vemo, da problematika obraznih zaščitnih mask traja zdaj nekje 2 leti, kar pomeni, da tudi raziskave, ki so dandanes znane, navajajo prisotnost obraznih mask, torej zavrženih mask, torej kot odpadek, kot tveganje, torej kot neka možnost pojava resnih okoljskih pomislekov v smislu onesnaževanja z mikroplastiko. Nekako so začeli predvsem z raziskavami, ki opredeljujejo, kolikšna je količina posameznih sintetičnih polimerov v teh maskah. Je pa treba poudariti, da so raziskave relativno zahtevne, predvsem zaradi tega, ker je danes na trgu ogromno različnih, če rečemo temu, dizajnov mask, različni so proizvajalci, tudi v različnih državah nastajajo, kjer so lahko tudi različni, bomo rekli, ti standardi, ki narekujejo proizvodnjo obraznih mask. Kot tveganje pa predvsem izpostavljajo odlaganje teh uporabljenih mask za enkratno uporabo v okolju in potem nastanek sekundarne mikroplastike. Je pa bila v junija 2021 pa vseeno objavljena študija Evropske agencije za okolje, kjer so proučevali porast in pa vpliv plastičnih izdelkov za enkratno uporabo med pandemijo. Kjer so pa poleg vse te medicinske zaščitne opreme, torej mask, rokavic, skafandrov, torej tudi oblačil, izpostavili tudi problematiko plastike kot embalaže, torej embalažnino. Namreč v času pandemije se je močno povečal nakup preko spletnih trgovin in pa tudi dostave hrane. In v tej raziskavi so ugotovili, da so se tudi napram teh 2 pojavov v teh 2 letih povečala poraba plastike za enkratno uporabo. Ampak o tem si lahko tudi preberete, mogoče bi samo podala izsledke, ki so jih ugotovili za same maske. Zdaj, specifični podatki o tem, koliko mask za enkratno uporabo ali pa druge zaščitne opreme v Evropi smo do zdaj porabili, še niso čisto na voljo. Imamo pa podatke o tem, koliko mask oziroma koliko zaščitne opreme smo pa v Evropo uvozili. In to mogoče zaenkrat predstavlja nek tak razumen nadomestek številki glede porabe. Namreč pred pandemijo se moramo zavedati, da Evropa ni imela nekega monopola pri proizvodnji teh obraznih mask za enkratno uporabo. Morda sta bile Francija in pa Nemčija tiste, ki sta imele, bomo rekli, pomembnejši delež in sta nekje predstavljali 7 do 2% svetovnega izvoza. Kitajska je tista, ki je že pred pandemijo prevladovala v tem sektorju, nekje 40% tržnega deleža ji pripisujejo pred pandemijo, medtem ko v času pandemije se je pa ta delež tudi 10-krat povečal. In če pogledamo podatke, leta 2019, ko pred pandemijo, je uvoz zaščitne opreme znašal nekje 290 tisoč ton. V času prvega vala, torej samo rečemo, analizo smo naredili od aprila do decembra 2020, pa je znašala številka kar 170 tisoč ton. In zdaj, potem so pa v bistvu naredili različne LCA analize in so potem glede na povprečno težo maske, ki bi naj bila 2,7 grama, izračunali, da to ustreza uvozu nekje skoraj ene obrazne maske na dan za vsakega posameznika v Evropi v tem 6-mesečnem obdobju. Torej res kar precej. In ker je na trgu, torej ker je bilo tudi uvoženih veliko mask, so zelo težko naredili, bomo rekli, eno tako enoznačno analizo. Je pa na primer medicinska oprema, ki izpolnjuje zahteve evropskih standardov, običajno sestavljena iz 3 slojev, ki so tukaj tudi zapisani. Vidite, da sta 2 sloja, notranji in pa zunanji, sestavljena iz sintetičnih polimernih vlaken. Vidite, da je polipropilen
prisoten, vmes imajo pa ta plast gostega nekega tekstilnega filtra, celulozna vlakna, medtem ko če pa pogledamo te FFP maske, torej Filtered Face Piece, pa so sestavljene iz več teh laminiranih, torej teh plastificiranih plasti tega poliesterskega flisa. Zdaj, zelo zanimiv rezultat te študije je pa pokazal, kaj. Maske so potem, oziroma posamezne komponente mask so razdelili, vidite na vse te 3 plasti, na ta nosni del, ki se zatakne na nos, in pa ušesne elastike. In v bistvu so potem z različnimi analizami ocenili, kakšen je prispevek iz okoljskega vidika, torej proizvodnje maske, predvsem globalnemu segrevanju v smislu emisij toplogrednih plinov. In kaj so ugotovili? Da v bistvu najbolj kritično oziroma največji prispevek imajo te elastike, za ušesne zanke ali elastike, namreč, ker sestavljene so iz polieterimida, sintetičnega polimera, ki je v bistvu prepoznan kot mogoče manj zaželen kot sestavina v takšnih izdelkih, in so potem tudi ocenili, da če se ta polieterimid zamenja v teh elastikah z nekimi drugimi materiali, bi se ta prispevek proizvodne plastike na okolje zmanjšal kar na 10% te trenutne vrednosti. Mogoče še samo to, kar se tiče obraznih mask, italijanski inštitut ISPRA je ocenil, da je bilo v Italiji v letu 2020 nastalo nekje od 160 tisoč do 440 tisoč ton dodatnih odpadkov medicinske zaščitne opreme. In zdaj, te medicinski odpad kot tak se običajno obdela v sežigalnicah, v skladu z vso zakonodajo, ampak seveda ne moremo tukaj izključiti tisti del zaščitne opreme, ki jo uporablja širša javnost in je ponavadi ali pa velikokrat zavržen brez teh previdnostnih ukrepov, in sicer v mešanih komunalnih odpadkih, lahko je zavržen tudi v naravo, in so na tem mestu izpostavili, za primer Italije, da če bi le 1% uporabljenih mask v enem mesecu namerno končalo v okolju, bi to za celotno Italijo pomenilo nekje 10 milijonov mask na mesec, kar je dejansko res ogromna količina. Morda še samo podatek pa iz začetka leta 2021, ko je bil tudi en tak vrhunec te bolezni COVID-19, bilo je ocenjeno globalno, da se je dnevno nastalo kar 3,4 bilijonov odpadnih mask dnevno. Torej res ogromno. In pa tudi podali so še eno oceno teh bombažnih mask, ki smo jih nekaj časa tudi uporabljali, sicer, kar se tiče iz zdravstvenega, epidemiološkega vidika, te maske ne zagotavljajo takšne zaščite oziroma niso tako ustrezne, ampak okoljsko sprejemljive pa postanejo nekje po 6. pranju. Tako da to je bila tudi zelo zanimiv zaključek. Se pa, bomo rekli, študije zdaj bolj kot ne še retrospektivno za nazaj izvajajo in bodo verjetno v prihodnjih letih še bolj jasno in pa v številkah znale pokazati, kaj ta odpad za naše okolje dejansko pomeni. Se pa moramo zavedati, da to iz vidika mikroplastike predstavlja trenutno enega izmed zelo aktualnih problemov. Tako, in s tem bi v bistvu tudi jaz svoj del zaključila in bi, kot sem rekla, v zadnjem delu našega druženja prišla še bliže k nekim
pozitivnim ali pa mogoče obetajočim informacijam. Torej, kako lahko tudi plastična industrija kot taka doprinese s svojim delovanjem neke dobre, trajnostne, okoljsko naprednejše in pa inovativne rešitve.